Bliža se 1. november, ko še malo več razmišljamo o tistih, ki jih ni več med nami, zato nekateri obiščemo grobove in prižgemo svečke. Ker je življenje nepredvidljivo, včasih koga izgubimo tudi prehitro in nam ne uspe, da bi mu ali pa ji povedali vse, kar bi radi. To nas pozneje črviči in muči in takrat nam lahko pomaga tudi knjiga. Zato smo z vašimi vrstniki iz osnovne šole dr. Vita Krajgarja o minljivosti razmišljali ob branju mladinskega romana 7 minut čez polnoč. 7 minut čez polnoč se 13-letni Conor zbudi. Skozi okno svoje spalnice zagleda pošast. A to ni pošast iz njegovih nočnih mor. Tista, ki ga preganja, odkar je njegova mama začela naporne terapije. Drugačna je, starodavna, divja. In nekaj hoče od Conorja. Nekaj strašnega in nevarnega. Resnico. To so vrstice, ki so jih zadnje tedne prebirali člani knjižnega kluba osnovne šole dr. Vita Krajgarja. Knjige nam včasih namreč pomagajo, da v njih prepoznamo vse tisto, česar si ne upamo izreči na glas. Tudi o minljivosti in smrti. V tej knjigi sem se nekako našel, zato ker se mi je že zgodila nekako izguba neke bližnje osebe. In ta pošast v bistvu zelo pomaga njemu v tej knjigi in meni se zdi, da bi tudi meni kakšna pošast, v bistvu oseba, lahko prav prišla, da bi mi pomagala. Sej prijatelji so bili pa to, ampak prav tako pa ne. Sem začela malo bolj razmišljati, kako je življenje poteka sploh in da ti se začneš zavedati, da nekoč pa te ne bo več, in potem si cel tak čuden ti je, ne veš, kaj bi sam s sabo in si cel naostren. Po moje smrt sploh ni to grozna, mene je samo umiranje strah, smrti pa sploh ne. Sporočila knjig pa ostanejo z nami, tudi ko jih odložimo. Moraš pač živeti življenje tako, da veš, da se ti lahko vsak trenutek nekaj slabega tudi zgodi. In tisti trenutek, ki ga imaš dobrega, ga moraš izkoristiti.